Pozdravljeni. Danes bomo v studiu govorili o Španiji in Kataloniji. Z nami je Santiago Martin, predavatelj na Fakulteti za družbene vede. Hola, Santi. V nedeljo so Katalonci simbolično glasovali o svoji prihodnosti. Naj te na začetku vprašam tako. Lahko pravi Španec v teh dneh pove kaj dobrega o Kataloncih? To je zanimivo vprašanje. To vprašanje se mi zdi, ima tudi več pogledi. Osebno mislim, veste, Španija je velika država, ima 17 avtonomnih skupnosti. To so regije, to so mali deželi v bistvu. Naprimer, če si v Granadi ali če si v nekaj daleč od Barcelone ali od Katalonije, Katalonija ali kaj se dogaja v Kataloniji je malo, če malo mogoče pretiravam, je to španska vas. Po drugi strani na istem času, mogoče tukaj je v središču ena beseda, ena pomembna beseda, ena velika beseda, ki ima več pomeni, na glede, kdo to uporablja ali kdo to pogleda. Ta beseda je pluraliteta. Za nekateri pluraliteta pomeni mi pa oni. Za drugi pomeni ta beseda mi skupaj. Odvisno od kaj misliš, od samostojnosti, če si za ali če si proti, ta beseda je lahko bi imel drug pomen. Tudi je mogoče zanimivo in to so tudi v časopisi v Španiji povedali, da 9. novembra letos, 25 let nazaj, so podrli Berlinski zid. Pravijo nekateri časopisi ali nekatero mnenje v Španiji, da zdaj, 25 let, točno 25 let kasneje, 9. novembra, predvčerajšnjem, so naredili kao en zid med Španci. Med Španci, ki živijo v Kataloniji, med Španci, ki so za, ki so proti in tako naprej. No, ampak Katalonci hočejo v svobodo, saj so svobodni, ampak hočejo v bistvu samostojnost, hočejo neodvisnost, ki so jo nekoč pred 300 leti že imeli, politično neodvisnost, čeprav kralj je bil skupen. Pač ta njihova hrepenenja so prastara. V zadnjih letih se samo stopnjujejo, predvsem odkar je leta 2010 ustavno sodišče zelo predrugačilo novi statut avtonomije Katalonije, ki je bil potrjen tako v katalonskem kot v španskem parlamentu in so ga na referendumu v bistvu potrdili tudi Katalonci. Se pravi, ne moremo spregledati, kaj se dogaja v zadnjem obdobju, v zadnjih letih. In zato je tudi postaje pomembno, kaj bo naredila španska vlada v Madridu. Španska vlada v Madridu se mi zdi, da ne more kar nadaljevati, kako zdaj dela. Da ne pogleda, da ne upošteva, kaj se dogaja ali kaj se je dogajalo 9. novembra, ker konec koncev so prišli 2 milijonov. Več kot 2,3 milijona ljudi je prišlo. So prišli voliti in očitno imajo eno mnenje. Trenutno španska vlada noče to upoštevati, pa pravi, da to je bilo nelegalno, pa tožilstvo bo ukrepal in bo raziskoval, kdo so bili, kdo so odprli vrata, ki so uporabili javne prostore. Govorimo o državljanski nepokorščini. Točno tako, čeprav državljani bodo pustili primeru. Če bo tako naprej, to so dve stranki, ki nimata trenutno skupnega točka. Ampak kako je to mogoče? Najprej je Madrid v bistvu ni dovolil pravega referenduma neodvisnosti, čez da je navzkrižil z ustavo. Potem so se Katalonci zatekli k posvetovalnemu glasovanju, ki ga je tudi Madrid zablokiral, ustavno sodišče se je nemudoma odzvalo. Potem so sredi oktobra sprejeli novo rešitev, je pač predsednik katalonski ponudil to alternativno obliko glasovanja, na katerega se je zopet ustavno sodišče odzvalo in ga začasno prepovedalo. To je evidentno, da volje, da bi nekako stopili skupaj ni. Ker očitno vsaka stranka ima svojo vlogo. Kot en teater, mogoče velik teater, pa katalonska vlada igra svojo vlogo. Španska vlada v Madridu seveda ima drugo vlogo. Ustava to prepove enostavno. Za ustavo iz leta 1978, ki so naredili takoj po Francotu. Seveda je bilo narejen malo, če bi lahko povedal, malo na hiter, ampak je bilo potem efektivna. Zdaj mogoče bi bilo čas,
da to malo pogledati, to dokument, pa pogledati, kaj in kako lahko tukaj se spremeni, da bosta obe stranke en korak bližje. No, in potem po nedelji se bo zagotovo nekaj spremenilo. Ne? Sej, ti pozivi so tudi prihajali iz katalonske strani, recimo iz strani katalonskih socialistov. Ne? Oni govorijo o federalizmu, pozivajo bolj k spremembam ustave. Ampak tisti socialisti v Kataloniji, jaz vidim jih več kot en politični gesto, kot da neki, ja seveda hočejo nekaj spremeniti, pa hočejo nekaj rešiti, ne dvomimo in mogoče tako, ampak tudi vidim tam velika politika noter. Ne. No, ampak verjetno Kataloncev ne moremo zanikati, da niso narod, ne, da nimajo lastne zgodovine, da nimajo lastne identitete, svojih vrednot. Seveda, drži. Seveda. To, če oni mislijo tako, da to imajo, seveda. Ampak to jim nekako novi statut jim pa to odreka, ne? Že samo beseda narod se je Ustavnemu sodišču zdela problematična in jo je postavila samo v preambulo. Zato je to mogoče en problem, ki mogoče sploh ne bo imelo rešitve, dokler ne bo ali druga ustava, ali sploh druga vlada, ali mogoče, da veliko se spremeni v Španiji. Ne? Naprimer, tudi monarhija v Španiji še vedno bo to en velik obstakel. Kako ti vidiš, no, da bi se lahko stvari zdaj razvijale naprej? Ker Artur Mas, katalonski predsednik, tudi nekako mednarodno javnost pozval, naj tako nežno pritisnejo na Madrid, da se začne pogovarjati. Nežno pritiska, ampak seveda to ima eno lekturo, potem Madrid to drugače vidi. Artur Mas trenutno zahteva, da se bomo sedli okrog mizi, da se bomo začeli pogovarjati o morebitni legalni referendum, ki bo res legalno in bo res imel posledice. Za Madrid je to seveda nesmiselno, ker za Madrid katalonska stranka, katalonska vlada je naredila napake, je bila nelegalna. Tožilstvo mora to raziskovati in prej mora to plačati za to. Še enkrat, skupnega točka še vedno ni. Bi morali vsak strank da malo posabi, da malo gre naprej v isti smeri. No, ampak seveda je delala napake, ker pač druge poti nekako ni bilo, ker ni bilo nobene pripravljenosti na dialog in ker je pač ena ovira, postavljali so jim oviro za oviro nekako. A drži? Ja, bomo videli. To je zelo zanimivo, kaj, še enkrat mislim, da španska vlada nekaj treba delati, ne more zanikati, da nič se dogajalo. Tako. Kaj bi Španija izgubila z osamosvojitvijo morebitno Katalonije? To je tudi ena težka vprašanja. Kaj bi izgubila? Na začetku, na prvo žogo bi izgubila en del, ena pokrajina, ena avtonomna skupnost, ki je zelo pomembna. Ja, ki je tudi najbolj industrializirana, najbogatejša. Točno tako, čeprav tudi trenutno ta Katalonija ima hude ekonomske težave in tudi pravijo takole, da v bistvu ta referendum ali ta posvet, ko oni pravijo, je bilo samo en cirkus, za preusmeriti ljudi, pa preusmeriti pozornost, da ne bomo več govorili o krizi ali o korupciji, ki je tudi v Kataloniji, ampak da bomo pozornost dali nekam drugam. Zelo zanimivo, včeraj sem malo doma razmišljal o tem, sama Španija je Španija, ena velika država, ki ima vse, recimo trenutni avtonomne skupnosti. Bi bilo malo čudno naenkrat videti zemljepis, pa ne videti Katalonije. Ampak seveda, to bi se navadil. Hočem reči, da če res hoče samostojnost, pa če se res počutijo takole, pa da res očitno ne moremo živeti skupaj, naj grejo, recimo. Ampak na en demokratičen način, na en miren način in da bomo vsi bolj ali manj zadovoljni s tem. Čeprav Katalonci so zelo dostojanstveni v teh svojih zahtevah, tudi prizori nedeljski so kazali, da so stali mirno v vrstah, ko so čakali. To je zelo dobro. In tudi vsa ta zborovanja več ali manj potekajo zelo dostojanstveno in mirno. To je zelo dobro in upoštevam to je super. Ne vem kaj, da so hoteli razburjati ali da so hoteli delati nekaj, da ni legalno, recimo. Dobro. Hvala lepa. Hvala lepa.